Pozdravljeni. Zbliževanje Red Bulla z ekipo, ki smo jo nekoč poznali kot Alfa Tauri, skrbi mnoge akterje v svetu Formule 1. A danes bomo videli, kako pravzaprav glavni odgovorni pri tej drugi ekipi v sferi proizvajalcev energijskih pijač nimajo pravih argumentov. Od trenutka, ko so pri Red Bullu kupili ekipo, ki smo jo mi navdušenci poznali kot Minardi, so se nekako trudili ohraniti njeno italijanskost. Najprej smo jo poznali kot Scuderia Toro Rosso, nato kot Scuderia Alfa Tauri. In poleg besede Scuderia je treba poudariti, da je imela sedež zmeraj v Faenzi, in ne smemo pozabiti na to, da so ponosno imeli italijansko licenco. A zgleda, da tega bo prej ali slej konec, namreč šušlja se o tem, da pravzaprav hočejo združiti Red Bull in ekipo, ki bo po novem verjetno znana kot Racing Bulls, seveda s tem, da bodo imeni obeh ekip izjemno podobni. A konec koncev smo lahko slišali, da pravzaprav bodo zaprli tisti tehnološki center v Bicestro, ki se nahaja v Veliki Britaniji, in vse inženirje preselili v Milton Keynes. In nekateri drugi akterji, kot na primer Zac Brown pri McLarenu, so upravičeno zaskrbljeni. To bi pomenilo, da prehod informacij, znanj, kadrov bi bil bistveno bolj olajšan med tistim, kar je Red Bull, in onim, kar danes poznamo kot Scuderia Alfa Tauri. A verjetno marsikdaj se pozablja, da tudi druge ekipe so se organizirale podobno. Verjetno marsikdo ne ve, da pravzaprav v Maranellu le nekaj hišnih številk loči biro, kjer nastajajo bolidi Scuderia Ferrari, do tistega oddelka, kjer se projektira bolide ekipe Haas. In seveda, tehnični direktor ekipe Haas, ki je tudi glavni odgovorni pri razvoju projekta, je Simone Resta, ki je še zmeraj pod pogodbo Ferrari. A to zaenkrat ne moti nikogar. Zanimivo pa je, da Peter Bayer je dal za spletno stran motorsport.com dokaj dolg intervju, kjer je pa pokazal vso svojo ozkomiselnost in bi lahko dejali tudi neke vrste šovinizma. Namreč povedal je, da pravzaprav v Bicestru nimajo dovolj pogojev, da bi se lahko razvijali. In navedel je 3 razloge, zakaj se bodo preselili v Milton Keynes. In tu je treba poudariti, da najprej je povedal, da pravzaprav nimajo tiste skupne menze, ki je ključnega pomena pri razvoju vsakega bolida Formule 1. Kot drugi razlog za selitev je navedel pomanjkanje parkirnih prostorov in kot tretji razlog je povedal, da njihova najemna pogodba se bo iztekla. Mnogi mislite, da se sedaj šalim in da vam pripovedujem vse to z veliko dozo sarkazma, ampak priznam vam, da sem navedel točne besede avstrijskega strokovnjaka, ki je iz FIE prišel v Scuderijo Alfa Tauri. In sam sem bil začuden, če je parkirni prostor in seveda menza glavna, se ne morem nekako potolažiti, ker po mnenju nekaterih se najemne pogodbe enostavno ne dajo podaljšati, ampak pustimo sedaj to. Najbolj negativno presenečen sem bil, ko je Peter Bayer lepo povedal, kako v Faenzi
pravzaprav noben inženir, ki bi se lahko tako klical, ne vidi neke prihodnosti. Ko je z ženo prišel na ogled, sta videla fantastično pokrajino Emilia Romagna, je tudi po mojem mnenju zelo lep kraj, ampak ko sta se začela spraševati, kakšne so šole, kakšne so možnosti zaposlitve za njegovo soprogo, sta ugotovila, da v Veliki Britaniji je bistveno boljše. In seveda tu je treba dodati nekaj. Namreč v bližnji okolici Faence se nahaja Ferrari, se nahaja Dallara, ne smemo pozabiti naprimer na Maserati, Lamborghini, proga v Imoli in torej za nekoga, ki živi, dela in je v tem svetu Formule 1, je praktično prostor, ki je prav tako razvit kot marsikateri v Veliki Britaniji. To, da ni šol v angleškem ali pa celo nemškem jeziku, se mi zdi malce čudno, kajti v okolici je kar nekaj tujcev, ki delajo že za prej omenjena podjetja. In konec koncev Lamborghini je podjetje, ki je v lasti Audija, tako da ne bo pomot. In tu se vidi pravzaprav ozkomiselnost in šovinizem človeka, ki je bil predtem zadolžen za Formulo 1 pri FIA, torej na dokaj visokem položaju. In pravzaprav se zdi, da je moral zagovarjati ideje nekoga drugega, v katere v resnici ni bil prepričan. Sam razumem, da v svetu, kot je Formula 1, se lahko dogaja marsikaj in da bodo lahko tudi oddelek iz Faence preselili v Milton Keynes. Pa naj. Mnogi akteri so zaskrbljeni, da bomo videli pri tej drugi ekipi iz sveta Red Bulla podobne šasije, kot jih bomo videli pri tisti glavni ekipi. Ampak tudi to ni nič novega. Videli smo, naprimer, da že prej citirana ekipa Haas je v sezoni 2018 imela dokaj podobno šasijo, tisti, ki smo jo videli pri Ferrariju leto poprej, in ne moremo mimo tiste šasije, ki smo jo poznali kot Racing Point RP20, ki je bila izjemno podobna Mercedesu V10 in še bi lahko naštevali. Ampak pravzaprav lahko vidimo, da nekateri imenujemo jo nekakšno agendo. Preseliti strukturo v Veliko Britanijo po kratkem postopku in seveda združiti vse skupaj k matični ekipi. In to je seveda legitimno, čeprav meni osebno ni všeč. Ampak to je druga zadeva. A rad bi pa, da ljudje, kot so Peter Bayer, malce prej razmišljajo, kot odprejo usta, namreč okrog sedeža. Danes skuderije Alfa Tauri oziroma Racing Bullov, kot se bojo verjetno imenovali v prihodnosti, je ogromno kadra, je ogromno znanja, je ogromno tistega, kar dela Formulo 1 veliko. Verjetno posamezniki, kot je on sam, so pa največja ovira k razvoju potenciala, ki jo nek teritorij nudi. A zopet, moj pogled na razmišljanje osebka, ki je v Formuli 1 dosegel mnogo več kot jaz sam, ampak verjetno okoliščin ne ali pa noče razumeti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.